Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki v času izolacije ob epidemiji berete ali poslušate sporočila Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš o tem, da je najboljše domače zdravilo za lepše sožitje pogovorna kultura med bližnjimi. Pandemija bolezni zaradi okužbe z novim koronavirusom nas je zaprla za domače zidove. Zunanje stike vzdržujemo preko telekomunikacijske tehnologije, v živo pa le nujne z masko na obrazu. Doma pa smo prisiljeni v veliko več stika, komuniciranja in sodelovanja kakor sicer. Da to ne bi postalo mora napetosti in jalovih sporov z najbližjimi, se nam splača čas izolacije uporabiti za zavestno učenje lepšega komuniciranja. Lepa pogovorna kultura zagotavlja lepo sožitje v družini in zdrav socialni razvoj vseh, ki živijo skupaj. Če hočete, predelajmo lekcijo pogovorne kulture v družini. Ko zjutraj srečam prvega od domačih, ga vedno pogledam in prijazno pozdravim. Dobro jutro. To ni kdorkoli, ampak žena Ksenija, zato pozdravu zavestno dodam njeno ime. Dobro jutro, Ksenija. Ob pozdravu posvetim vso svojo pozornost njej, svoje oči in spomin zavestno usmerim v lepo in dobro na njej. Lep pozdrav z osebnim imenom so vrata v človeško srečanje. Lepo srečanje pa je sreča. To velja za vse domače, ki se z njimi srečam, zjutraj in ves dan. Pozdrav ob srečanju in pozdrav ob odhodu vzpostavi človeški stik, kakor ga stikalo pri električnem toku, da zasveti luč. Dobro jutro, dober dan, dober večer, živjo, pozdravljen, nasvidenje, z Bogom. Srečno. Ko se srečata mravlji, se nagonsko potipata s tipalkami, ljudje pa navežemo lep, sproščen, ploden stik in vse, kar mu sledi, samo zavestno. Če se zavzamem, da nekaj mesecev vsakega od domačih prijazno pozdravljam, ga nagovarjam po imenu in usmerim svojo pozornost na lepo in dobro pri njem, se bom tega navadil in potem bom to delal s samoumevno lahkoto, kakor prižigam luč ob vstopu v teman prostor. Sedanji meseci izolacije za domačimi stenami so ugodna priložnost za zavestno vadbo prijaznega pozdravljanja, ki je prva od 4 osnovnih veščin lepe pogovorne kulture med domačimi. In naslednje. Druga osnovna veščina lepe pogovorne kulture med domačimi je pripovedovanje. Kaj naj drugemu govorim? Najbolj naju povezuje tisto, kar oba zanima, nad čemer imava oba veselje, kar oba navdušuje. Ob tem mu pripovedujem svoje izkušnje, svoje doživljanje in spoznanja. Ko to delam, v prvi osebi ednine na jaz, zidava najin odnos navpično navzgor s stabilno malto osebnega pogovora. Večina pogovor je seveda izmenjava praktičnih, delovnih informacij o tekočih zadevah, o delu, o sodelovanju. Nekaj je tudi klepeta, ko ni pomembna vsebina, ampak prijetno vzdušje ob kavici, v praznični ali v lenobni sproščenosti. Lepa pogovorna kultura v družini uporablja vse troje v ravnotežju. Ravno prav delovnega informiranja, da uspešno teče gospodinjenje in gospodarjenje, nekaj klepeta za sproščeno vezivo in nekaj osebnega pogovora za človeško bližino. Pri vadbi lepe pogovorne kulture v družini se učim tudi tega, kako naj drugemu povem,
kar bi rad, ali je treba, da ne bo preveč nesporazumov. O tem je sodobna znanost zbrala nekaj spoznanj in iz izkušenj tistih, ki jim uspeva lepo sožitje. Naslednja recimo. O vsebini, ki jo pripoveduješ, povej vse, kar je pomembno, da jo bo drugi razumel čim bolj tako, kakor jo razumeš sam. Poleg vsebine mu povej tudi, kako to doživljaš in kako se počutiš, da bo drugi lahko s teboj delil tudi to. Ostani toliko časa pri isti pogovorni vsebini, da jo oba sogovornika dovolj dobro spoznata in pridete na isto valovno dolžino v svojem doživljanju. Govori razločno in ravno prav hitro in glasno. Upoštevaj, da starejši ljudje slabše slišijo. V pogovoru s sogovornikom izmenoma bodi dober pripovedovalec in dober poslušalec. Dobro poslušanje je tretja osnovna veščina lepe pogovorne kulture v družini. Danes je za večino ljudi najzahtevnejša. Pomislimo pa, da je lepo vzdušje v sožitju, dobro sodelovanje in osebni razvoj najbolj odvisno od poslušanja. Mesece izolacije in tesnejšega stika z domačimi lahko izkoristimo za to, da se zavestno vadimo vsakega od njih pozorno poslušati. Brez utrjene navade dobrega poslušanja ne more nihče nikogar prav razumeti. Ni se mogoče izogniti banalnim nesporazumom, ko pa se sprožijo, ni mogoče ustaviti njihovega naraščajočega kipenja. Pri učenju dobrega poslušanja pomagajo naslednji recepti. Ko drugi spregovori, zavestno prebudim v sebi radovednost zanj in za to, kaj govori. Vso svojo pozornost usmerim na tiste njegove misli in vedenje, ki mi ustrezajo, in ne na tisto, kar me moti pri vsebini in obliki njegove pripovedi. Cilj poslušanja je, da drugega razumem čim bolj tako, kakor razume sam sebe. Ta cilj dosežem, če ga poslušam z odprtim srcem, ušesi in očmi. Njegove pripovedi ne prekinjam, ne s pripombami, ne s tem, da bi ga povozil s svojo pogovorno temo. Če bi rad slišal od njega več ali bolje razumel, kar pripoveduje, ga o tem povprašam, vendar ne vrtam vanj, da bi mi pripovedoval tisto, česar ne želi. Njegovih izkušenj in stališč ne ocenjujem, ampak jih sprejmem in spoštujem. On ima svoja in jaz svoja. Ko se končuje njegova pripoved o tej vsebini, se mu osebno in toplo odzovem. Hvaležno mu omenim tisto konkretnost iz njegove pripovedi, ki mi je bila zanimiva. Četrto kolo, po katerem teče lepa pogovorna kultura, je dobro molčanje. Prepreči nam marsikateri jalov spor, zamiro in težko čustvo v sožitju. Zato se splača zavestno in vztrajno vaditi naslednje veščine, da mi pridejo v samoumevno navado. Kar sem osebnega slišal od drugega, ne pripovedujem nikomur, da bo njegova osebna intimnost pri meni varna. Če je smiselno, da kdaj uporabim vsebino njegove pripovedi, storim tako, da nihče ne bo mogel slutiti, kdo jo je pripovedoval. Ne govorim o odsotnih, ne v njihovem imenu, še zlasti ne slabega. Ne govorim ničesar, kar ne vem, če je res, ali za kar bi mi bilo pozneje žal, da sem rekel. Vse, kar medčloveški odnos razdira ali komurkoli škodi, se v meni molče razblini.
Vas mika, da v času izrednih razmer zaradi pandemije začnete tečaj za lepšo pogovorno kulturo z najbližjimi? Začeti je dobro kar s prijaznim pozdravljanjem in nagovarjanjem po imenu ali pa z dobrim poslušanjem. Upajmo, da bo epidemija kmalu minila, naša volja za učenje lepše pogovorne kulture pa ostala. O tem je več v obsežni knjigi Jože Ramovš Sožitje v družini, izšla leta 2017, naročila Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Lep pozdrav!